давай! Наташа, Вика, хорошо. Яна. Хорошо, молодцы. Давайте таке солодке! Jetzt ist er da. Super, über die Ziellinie. Herzliche Gratulation. Jetzt bitte Nummer, jawohl. Und er ist da in 2,22 und ein paar Sekunden. Uwe Hochwarter ist im Ziel. Solo. Kevin Sonntag ist da. Rang 2. Was passiert also? Jetzt ist er im Ziel. Leider Gottes. Und das sind hier die nächsten. Gratulation auch an die Bursch. Klemen, da lahko povzameš za gledalce televizije mtb.si, kako si doživel svojo prvo etapno dirko, tako 4-dnevno. Ja, res je, to je moja prva 4-dnevna etapna dirka. Od začetka nisem vedel, kako pač štartati oziroma kako voziti, ker glede na profile in kilometrino je kar izgledalo težka stvar. Svoj tempo pač se trudiš vsak dan po svoje, regeneracija mi uspeva. Teda sem zelo zadovoljen z nastopom. To je to. Se boš poskusil še na kakšni etapni dirki, imaš zdaj ti morda zrasle želje za kakšno bolj eksotično etapno dirko? Ja, potem ko je Emil končal Cape Epic, ko sva se pogovarjala med treningi, ko sva je skupaj potem upravljala še, me je kar zamikalo, da bi poskusil Afriko. Zdaj bomo pa videli prvo šolo dokončati, potem pa drugo leto verjetno ne, potem pa sezona 2012 pa mogoče pa res. Imaš morda kakšno priporočilo za koga, ki razmišlja, da bi se udeležil etapne dirke, ali je to ta prava taka začetna odskočna dirka za večje etapne dirke? Ta Alpen Tour, vsaj za moje pojme, mora priti kolesar zelo dobro pripravljen, zaradi tega, ker je ravninskih odsekov dokaj malo. Klanci so strmi, peljejo na vsak dan na višino 1900 metrov, včasih tudi po 10-12 km in gre samo gor, 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 gor. Tako da pač tisti, ki se nameravajo udeležiti mogoče drugo leto Alpen Toura, naj se pripravijo. Takšno je moje mnenje. Dejstvo, preživel si, vprašanje, ali boš ponavljal? Težko bo. Težko bo, ker treba je malo razmisliti še, pa ker je to trpljenje, ta prava. Bomo videli. Ja, za Alpen Tour Trophy imaš veliko časa za razmišljanje, 1 leto, morda vmes še kakšno drugo etapno dirko lahko praviš? Etapne ne vem, če še bo kjera, maratone pa sigurno. Ivo Rubinič, tim Fracasso Racing, kako si preživio Alpen Tour Trophy? Pa lijepo, trenirali smo dobro, ali to je posebna vrsta patnje. Završili smo i Afriku ove godine, ali ovo je definitivno pa čak u rangu, s tim bi se usudio reći. Jer ova brda i penjanje na skijališta ubije čovjeka skroz. Šta bi preporučio nekomu koji razmišlja da bi sljedeće godine možda nastupio na Alpen Tour Trophy? Pa neka se svakako prijavi, fenomenalna trka je 4 dana, predivan krajolik, s tim da se treba ozbiljno trenirati da se preživi ovo sve skupa. Hrvoje, kako ti si svidio Alpen Tour Trophy i da li imaš neku poruku za vozače u Hrvatskoj? Predivno. Isplatilo se, teško, a poruka hrvatskim vozačima, zamislite Učka maraton, 2 puta odvoziti ga i još recimo jedan Karlovac XC, znači tehnički dio i dobijete etapu na Alpen Touru. I tako 4 dana? I tako 4 dana, da. I mislite kad dođete na jedan vrh da ste tu, ali onda vidite šta vas još čeka, ali predivno, isplatilo se. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Uwe Hochwarter gewinnt hier die Alpen Tour 2010. So Bart, it's not your first time at the Alpen Tour Trophy. What do you find special about this race? I did it last year for the first time, so this is my second time Alpen Tour Trophy.
It's a good race because there's a lot of climbing and it's a nice area here in Schladming. I think it's a good preparation for the guys from the team for the other races they are coming. So we use it as a start-up actually for the next coming up races. And for me there's no pressure to do this race, and I like to participate without any exceptions from what I have to expect. So I like to ride it here in the mountains, and it's a beautiful race to do.